Ja, v primeru nakupa avtomobila ali kakršnega koli drugega sredstva lizinga se v praksi pojavlja kar nekaj napak oziroma problemov. Prva in osnovna zadeva je ta, da morajo kupci oziroma lizingojemalci dejansko paziti ne samo na samo poimenovanje pogodbe, temveč na samo vsebino pogodbe, kar pomeni, da je pomembno, kako so pogoji opredeljeni, ne pa samo poimenovanje, se pravi sama ekonomska narava transakcije. Pri tem je potrebno predvsem paziti, da se ne poenostavi zadeve in ne reče, da je to dejansko vedno pogodba o poslovnem najemu, če tako na pogodbi piše. Tu so predvsem tveganja, kadar potem dejansko lizingojemalec na koncu predmet lizinga lahko odkupi po netržni ceni oziroma pod kakršnimi koli drugimi ugodnejšimi pogoji. In v tem primeru bi lizingojemalec moral predmet lizinga evidentirati pri sebi za računovodske namene, se pravi kot lastno osnovno sredstvo, ki ga obvladuje, če ima ekonomska tveganja in pa koristi povezana s tem sredstvom. Hkrati pa so potem lahko tudi posledice tudi z vidika možnosti koriščenja olajšav, davka od dohodka pravnih oseb, kot tudi z vidika DDV, kdaj je potrebno obračunati DDV, kdo in kdaj ima pravico do odbitka DDV v kakšnem znesku. Se pravi, vkolikor samo pogodbo narobe opredelimo, poenostavimo samo transakcijo, v tem primeru lahko pride do resnih davčnih posledic, sploh če so zneski višji, tudi če govorimo o nepremičninah in podobnih zadevah. Hkrati pa so potem tudi seveda tu računovodske napake, na katere je potrebno paziti.